Razstava Pionirji računalniške umetnosti v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova MSUM je nastala na pobudo Mihe Turšiča, ki je v okviru Ksevta, kulturnega središča vesoljskih tehnologij Vitanje, sodeloval z enim od prvih ustvarjalcev na področju računalniške umetnosti, torej absolutnim pionirjem v našem lokalnem področju, to je Edvard Zajec. Oni so, mislim, da leta 2013, 2014 so sodelovali pri razvoju projekta Spektralni modulator. Ta projekt je pravzaprav nastal idejno že v 70-ih, vendar tehnološka orodja takrat niso dopuščala popolne izvedbe tega projekta, zato so Ksevt povabili Edvarda Zajca, da so skupaj s programerjem Slavkom Glamočaninom razvili celostni projekt od A do Ž z vsemi tehnološkimi podporami. Pravzaprav je šlo za neke vrste z računalnikom izraziti čustva. To je zelo nenavadno pri raziskavi za to razstavo. Lahko bi rekli, da računalnik dela človeka bolj človeškega, ne da ga alienira, da ga odtujuje samega od sebe, tako kot so napovedovali, temveč ravno skozi ta tehnološka orodja pridemo do čustev, do telesa, do telesnega izraza, do zavedanja vseh svojih čustev in do giba, do komunikacije. Dela, ki jih predstavljamo na tej razstavi, niso vsa narejena dejansko z računalniškimi orodji, temveč so nekatera povsem analogna ali elektronska. Kar smo želeli izraziti s tem, je, da se nekatere ideje pri umetnikih, pri kulturnih ustvarjalcih pojavijo še preden pravzaprav obstajajo tehnološka orodja za to, da bi to izrazili. Torej, tehnološka orodja niso zgolj nekaj, kar se razvija za trg ali za vojne namene, temveč nekaj, kar se razvija za kulturalizacijske namene. Nekaj, kar pravzaprav človeka, kot sem rekla, približuje bolj samemu sebi. Torej, začnemo v sredini 60-ih, malo nepričakovano, mogoče z skupino Oho. Oni so bili konceptualisti. Ne vem, do kakšne mere so se pravzaprav ukvarjali z idejo računalnikov, vsekakor pa so zelo dobro čutili duh časa, v katerem so živeli, kjer se je že razmišljalo ne samo o potrošnih artiklih, kot so jih imenovali, o nekem vrstu lingvističnega nesmisla, ki nastane ob tem, ko imamo kar naenkrat število istih stvari, ki so pa vseeno med seboj drugačne. V tistem času so delali serijo poletnih projektov, pa tudi serijo programske umetnosti. Veliko teh poletnih projektov je naredil Marko Pogačnik, ki je za razliko od vizualne poezije delal tako imenovano programsko umetnost, s katero je želel določene abstraktne pojme ali povsem fizične pojme, artikle izraziti numerično. Torej, že je razmišljal, kako pravzaprav stvarnost razmišljati algoritemsko. En velik korak naprej od tega naredi Edvard Zajec s svojimi grafikami. Naredil je 3 različne serije v tistih poznih 60-ih, zgodnjih 70-ih. Sodeloval je tudi na številnih zelo priznanih mednarodnih manifestacijah, med drugim tudi na zagrebških Novih tendencah. Z tehnologom je razvil različne programske kode v jeziku Fortran. Fortran je eden prvih poskusov, kako razmišljati o algoritmu jezikovno. Ne več zgolj s številkami, temveč Fortran pomeni Formula Translation, se pravi, to je bil že nek jezik, kjer so programerji uporabljali besede za to, da so izrazili pravzaprav matematično formulo. Iz tega danes izhajajo tudi vsi zelo asociativni
računalniški jeziki, kot je na primer Python, kjer lahko računalniku rečemo computer, if I do that, you do this. V zgodnjem obdobju uporabe računalnikov niso obstajali monitorji, tako kot jih poznamo danes. Danes je monitor tista membrana, kjer lahko vidimo vse, kar delamo na računalniku. V zgodnjem obdobju pa pravzaprav niso obstajali vizualni iznosi iz kode, iz računalnika. Edini nosilec, ki je obstajal, je bil tako imenovani punch card oziroma zluknjane kartice, ki so v bistvu govorile o nekem izračunu. Prvi so bili pravzaprav umetniki, ki so začeli razmišljati o tem, kako računalnik uporabljati tudi za vizualizacijo nekih idej. In Edward Zajec je v teh svojih zgodnjih grafikah uporabljal ploter za ustvarjanje neke vrste raznolikih grafik, ploterskih grafik, ki pa so se predvsem ukvarjale z vprašanjem naključnosti. Ali je možno skozi nek program narediti neko samoživečo formo, ki bo sama sebe oblikovala in bo izven kontrole, izven absolutne kontrole umetnika. Torej, umetnik naredi sicer kodo s pomočjo tehnologa, vendar ne nadzira več točno, kakšna bo vizualizacija. Zanimale so ga te spremembe, premene. Ena od takih premen, kjer je pa Edward Zajec že vpeljal idejo interaktivnosti, pa je bila knjiga Informatrix. Bila je natisnjena v Trstu leta 1979, idejo za njo pa je Zajec začel oblikovati že v zgodnjih 70-ih. Ta knjiga je pravzaprav serija 64 grafik, ki temeljijo na 3 osnovnih likih, na krogu, trikotniku in kvadratu. Vse so opremljene številkami in so zračunane. Potem je pa človek, ki uporablja, ki bere to knjigo, pravzaprav povabljen, da na podlagi 6 navodil naredi svojo novo grafiko. Torej, človek s svojo akcijo in svojimi odločitvami, s svojim kulturnim programom postane variabla, torej spremenljivka znotraj nekega računalniškega sistema. Kar smo želeli prikazati s to razstavo je, kako so umetniki si zamislili nekatere velike teme medijske umetnosti, kot so interaktivnost, virtualnost, potopitvenost, nagovarjanje različnih čutov in čustev in interdisciplinarnost, s tem, da smo izbrali dela, ki so bila narejena tik preden je bilo vse to možno. Eno od takih del tik preden je scenografija Sete Mušič za baletno predstavo, ki jo je koreografirala Majna Sevnik, režiral pa jo je Mirko Kragl. Ta produkcija je nastala leta 70 za RTV Slovenija v črno-beli tehniki in sicer s klasičnimi elektronskimi video posegi, z elektronsko manipulacijo slike. To je eden zgodnjih, izredno inteligentnih in zelo tankočutno izdelanih televizijskih membran, pravzaprav z elektronskim medijem. Kar pa je zanimivo ravno pri Seti Mušič, pri tem, kako je skonstruirala ta prostor, je že nekako napoved tega, da se bo medijska slika razvijala v virtualnost, v virtualni prostor, v postavljanje 4. dimenzije v televizijsko medijsko sliko. Slabih 25 let kasneje je bilo to z računalniškimi orodji tudi docela možno in zato smo sopostavili k delu Sete Mušič delo Marka Peljhana, Ladomir,
ki ga je skupaj s programerji naredil leta 1994 in sicer na orodju Silicon Graphics. Takrat so že bili dostopni, nekako dostopni, taki računalniki, na katerih je bilo možno delati preračunavanje animacije v živo. Vzeli so like iz Kandinskega, jih dali v program in jim potem naredili kodo, na podlagi katere je računalnik preračunaval naključno izbiro posameznih likov. Morda je tu vredno omeniti, glede te interdisciplinarnosti, da Marko Pelhan pravzaprav izhaja iz gledališča, iz gledališke režije. In ni naključje, da večino umetnikov, ki jih imamo na tej mali arhivski razstavi, pravzaprav izhaja iz nekaterih neravno likovnih pol, bodisi teater, bodisi glasba, bodisi kemija, zelo različna interdisciplinarna področja pokrivajo. Nadalje, dve deli, ki sta prav tako sopostavljeni, sta delo Mihe Vipotnika, videografike, ki je nastalo leta 1975, tudi v sodelovanju z RTV Slovenija. To je še delo, ki je nastalo z elektronsko manipulacijo slike, gre za osciloskop, ki ga je umetnik manipuliral z zvokom. Kar je zanimivo pri njem, je, da se že ukvarja s tem, kako povezati sliko in zvok. To, kar danes vidimo kot neko prevladujoče polje znotraj audiovizualne manipulacije računalniške slike, je bilo že predvideno v 70-ih, seveda z orodji, ki so bila dostopna. Leta 1984 je Goran Davide, ki je tedaj delal videe za novovalovsko skupino Borgezija, ki je na fakulteti za elektroniko takrat imel dostop do računalnika in je lahko v jeziku DEC System 10, DEC System 10, naredil že dejansko v živo preračunano računalniško vektorsko grafiko, vendar pa je bil tu en problem. Tisti, ki se soočajo z videom, vejo, da je pri videu in pri računalniku, pri komunikaciji med videom in računalnikom, največji problem pravzaprav renderiranje in eksportiranje nekega videa v temu, kar se reče kontejner, oziroma to, kar poznamo kot MP4, MOV, VOB in tako naprej, kot video formate. Takrat to ni bilo možno računalniško, zato so v živo predvajano računalniško animacijo Gorana Davideja pravzaprav posneli z videokamero. Računalniški monitor, ki je bil takrat črn z zeleno grafiko, so posneli z videokamero s pretirano nastavljenimi barvami, pri čemer so dobili potem roza, rdeče, vektorske like. Z vprašanjem interaktivnosti se srečamo tudi v 80-ih. Marko Košnik se je s tem, kako se zvok in slika povezujeta in reagirata drug na drugega, začel ukvarjati že koncem 80-ih. S koreografinjo Tanjo Zgonc sta zasnovala predstavo V pot v pet, ki je simulirala pravzaprav to povezanost. Košnik je potem leta 95-96 z naprednimi računalniškimi orodji to dejansko lahko že naredil, ampak leta 89 na tem videu, ki ga predstavljamo kot dokumentacijo na razstavi, pa je bila to še simulacija. On je naredil računalniško glasbo na Atariju in potem so se pisavci naučili na pamet, kako se zvok odziva, da je izgledalo, kot da se v bistvu zvok
odziva na gibanje telesa. To so tudi neke tehnike, ki se še danes zelo pogosto pojavljajo znotraj medijske umetnosti in so se nekako prvič nekako v celoti zelo fino razvile šele dobrih 20 let ali pa 15 let potem, ko je Košnik tovrstna orodja že predvidel. Na razstavi predstavljamo tudi eno malo dokumentacijo nekega performansa, ki je bil do razstave v Moderni galeriji leta 2005 nekoliko spregledan. Govorimo o hidrogizmi, to je skupina 4 umetnikov, ki so konec 70-ih naredili popolnoma mehanično, kinetično instalacijo iz gradbenih odrov. V njo so vstavili nekaj, kar lahko predvidevamo, da kasneje postane biotehnološka umetnost. Nek element, ki ni zgolj mehanski, ki ni zgolj računalniški, ampak že napoveduje uporabo organskih elementov znotraj medijske umetnosti. To je voda, hidrogizma, se pravi mehanizem za vodo. Ta mehanizem je pravzaprav neke vrste inštrument, na katerega vsi avtorji tudi igrajo. Zanimiva pa je ravno ta uporaba nekih spremenljivih bioloških elementov, ki napovedujejo biotehnološko umetnost. Zadnje delo na razstavi, ki bi ga omenila, je delo Franca Zurka. Franc Zurk je sicer zelo priznan mednarodni restavrator, živi v Nišu. Konec 80-ih pa je v Ljubljani zasnoval pravzaprav neke vrste izum, ki ga imenuje kinetične grafike. Gre pravzaprav za serijo 4 elektronskih grafik, ki so opremljene s pravzaprav doma narejenimi mikrokontrolerji, ki poganjajo tekoči kristal, ki se v živo spreminja. To je neke vrste napoved pametne uporabe monitorjev, ki se nekako šele danes prihaja v uporabo to, da se je v monitorju začelo razmišljati na druge načine. Mislim, da se tehnološka napoved, ki jo je takrat Franc Zurk dal, pravzaprav še ni v celoti izkoristila oziroma udejanila in lahko v naslednjih mogoče desetletjih še pričakujemo kaj na področju, kakšne izume na področju uporabe monitorjev in teh membran, ki so pravzaprav naši iznosi iz računalniških programov. Do dela Franca Zurka sem prišla s pomočjo nekega prišepotovanja Dragana Živadinova, ki je med umetniki, nagrajenimi umetniki na Ars Electronici leta 1989 našel tudi ime Franca Zurka. Tedaj je prejel posebno omembo žirije za računalniško animacijo. Tej računalniški animaciji je naslov Sanje, kar govori o tem, da Franca Zurka poleg vizualnih in pametnih računalniških orodij zanima tudi nezavedno in drugi elementi človečnosti kot zgolj recimo vpetost v tehnologijo, pri tem pa da je zelo pametno uporabljal zgodnje PC možnosti, se pravi možnosti osebnih računalnikov. Njegova video animacija je predstavljena tudi na razstavi, seveda z naslovom Sanje, produkcija pa je leta 1989. Umetniki, ki se ukvarjajo z računalniki, vedno delujejo na interdisciplinarnem področju, zato vsekakor nismo mogli spregledati računalniške glasbe, zgodnjih
zgodnje uporabe računalnikov v glasbeni kompoziciji. Na razstavi sta predstavljeni dve kompoziciji, in sicer kompozicija Brine Jež-Brezavšček in ena kompozicija Marjana Šijanca. Obe deli sta nastali v 80-ih, oba avtorja sta uporabljala takrat najbolj dostopna računalniška orodja. Je pa morda zanimivo, da je večino avtorjev v teh zgodnjih obdobjih želelo ali pa bilo primoranih sodelovati z televizijskimi in radijskimi hišami, pa tudi z univerzami, kajti to so bila edina mesta, kjer so te napredne mašine bile sploh na voljo. Umetnik v stiku z računalniki pogosto postane tako kot neke vrste producent umetniškega dela, pri čemer ni edini vpleteni avtor, temveč je avtorjev več. Pravzaprav pri vseh delih vidimo, da gre za neke vrste sodelovanja, da je umetnik kot glasbenik lahko udejanil neko idejo zgolj s pomočjo, na primer, koreografinje, da je nek zvočni umetnik lahko delal to zgolj s tehnologiji na radiju, da je nek gledališki režiser to lahko naredil zgolj s pomočjo programerjev. Tu gre za neke vrste ukinjanje tega velikega umetniškega ega in postavljanje človeka v interdisciplinarno polje, kjer ne gre več za humanizem, temveč za posthumanizem. Človek ni več edini komunikator umetnosti, temveč se vedno bolj odpira to in v smeri samostojnosti računalniških programov in umetne inteligence na eni strani, na drugi strani pa v privabljanje kemičnih, bioloških procesov, kjer zopet človek nima več absolutne kontrole. Te zgodnji pionirji računalniške umetnosti so napovedali vedno večje stapljanje različnih disciplin znotraj polja širše kulture. Gre za interdisciplinarno polje, ki spaja umetnost, tehnologijo in znanost, pri čemer si različni akterji med seboj enakovredno pomagajo in sodelujejo pri nekaterih stvareh, ki prej niso bile možne. Zgodnji pionirji so predvideli vse teme, ki se danes še vedno zelo veliko pojavljajo znotraj medijske umetnosti, pa tudi na splošno znotraj vizualne umetnosti, tudi znotraj gledališča. To je vprašanje interaktivnosti, vpletenosti različnih akterjev, vprašanje meddisciplinarnega sodelovanja, vprašanje virtualnosti, imersivnosti, torej potopitvenosti, vprašanje nagovarjanja različnih čutov in čustev.